Kako so posadili prašičji repek? Če bi zjutraj peteline zapel, bi še vsi drnjohali kot trnjulčica. Kljub temu, da dedek Bedenko, upokojeni marinar, o sebi pravi, da ima rahu spanec kot na barki. Hej, vajenca po konci, budi Jaja in Paja. Rana ura, zlata ura. Jaz sem že skoraj pozlačen. Dobro jutro. Kaj pa je to? Jajo! Jajo, greva. Jaz bom tudi jutri hiter kot Pajo. No, izvoli. In dedek Bedenko? Ta počne vse z mornarskim premislekom. Meni naglo vstajanje ne dene dobro, kar pa je glavno, moram še malo mi že premišljevati. Ali ga slišite, kako globoko premišljuje? Dobro jutro. Delo priganja, vaju pa ni od nikoder. Je že javkal sosed Vratovinc, mesar, veleposestnik in kmet vse v eni osebi. In tako ima je naložil dela za 2 muli. Že greva. Da boste lažje razumeli, je treba povedati, da so pri Vratovincu koline. In koline pomenijo špas in garanje. Samo vode, koliko vode je treba. Je že? Ne. Dobro. Jaz tega ne bom zmogel. Veš kaj, pa zamenjajva, pa pojdi ti točit. Začni. Opla. Joj, nekaj si je treba zmisliti. Joj, čakaj. Kako je težko. Pa počakaj. Zesanke? Odlično. Kar? Pazi. Dobro, super. Opa. Ko? Prihaja. Opa, prihaja. No, dajmo, mulci, migat. Da bomo čim prej preštevali klobase. Ojej. Če to? Na drugem koncu, ja. Saj se trudita. In kako ima gre izpod rok? Zanima me, kakšna bo plača. Kako se bo Vratovinc izkazal? Kako diši, ha? In Vratovinc se je res izkazal. Ker mu je bilo žal klobas, je dal fantoma prašičji repek. Kaj pa kakšna krvavica? In še na svet. Zasadita ga v zemljo, zalivajta ga od časa do časa in tudi posolita. Zrasel vama bo pujsek. Ja, tako kažejo najnovejši izsledki vzreje prašičev. Prav. Nasvidenje. Pridi. Medtem je dedek Bedenko pripravljal mizo za banket. Jaz bomo imeli celega novega prašiča, kaj ne, dedek? Ne verjamem. Sapra mokra, ta Vratovinc. Potem si je rekel, ne razburjaj se, Bedenko, raje premisli. Upokojeni marinar si zmeraj kaj izmisli,
samo da vajencem ne pokvarimo veselja. Ko je skopnel sneg, je fantoma svetoval, naj vseeno posadita prašičji repek. A sem le, dedek? Trudila sta se vzgojiti pujska na vse pretege. No, Pa repeka, notri v zemljico. Tako? Tako? Voda? čakaj. Repek pa ni hotel odgnati. Fanta sta že skoraj obupala in prav na to je dedek Bedenko čakal. No, vajenca sta pozabila, da je že skrajni čas, da pogledamo, kako kaj naša prašičevina uspeva. In zvabil je v gozdu. Pa res? Pajo in Jajo sta dobro vedela, da dedek nikoli ne govori tjaven dan. Poglej, Jajo. Pajo, poglej, koliko jih je zraslo. 1, 2, 3, 5, 4. Hitro, da ne pobrišejo. Iz repka pa so, kot kaže, zrasli sami sprinterji. Še enega vidim, glej. Vi pa najbrž že slutite, kaj se je zgodilo. Dedek Bedenko je vedel, da na polju blizu gozda divja svinja z mladiči išče žir. Nazadnje se je v nastavljeno past prav zares ujel en divji pujsek. Dan. No, pa nam je zrastel pujsek. Ja, prav zares, poglejte. Ja, če bi vedeli, koliko jih je še ušlo. Jaz sem naštel najmanj 4. Slišite? Glejte. Pravzaprav je to moja zasluga, se je važil vratovinc, ko si je opomogel od presenečenja. Ta novi način pridelovanja prašičev sem pogruntal jaz. O, dedek. Nasvidenje. Nasvidenje. Gremo, deda. Prekle za kurenk, le zakaj tega repa nisem posadil sam?